Prav lepo pozdravljeni v drugi oddaji S teboj lahko. Večina odraslih invalidov v Sloveniji nima možnosti samostojnega bivanja s sistemsko financirano podporo, ki bi jo potrebovali. Večina jih živi doma s starši ali zakonitimi zastopniki. Ko ti ne zmorejo več skrbeti zanje in se jih običajno preseli v kakšno institucijo. Marsikateri uporabnik pa bi si želel živeti samostojno. In o tem bomo govorili tudi v tej oddaji. Smo v prostorih Varstveno-delovnega centra Zasavje v Zagorju. Z nami pa je zaposlena v Varstveno-delovnem centru Zagorje Hedvika Kovač. Ali Heda. Glede na to, da se mi dva že kar precej let poznava, da tudi kar veliko večino ljudi, uporabnikov, pa tudi zaposlenih v Varstveno-delovnem centru poznam, predlagam, da ostane tako, kot je bilo v prejšnji oddaji, da se tudi v tej oddaji tikamo. Ja, se strinjam. Se strinjaš? Tako da lepo pozdravljeni. Kako imaš rajši? Hedvika? Heda? Imam kar rajši Heda, no. Tako me tudi vsi uporabniki poznajo, starši, tako da tiste samo za uraden podpis, tako da kar Heda ne ostane. Potem Heda. Po domače. Kako se je začela tvoja poklicna pot? Kar takoj že v Varstveno-delovnem centru? Kje drugje? Moja poklicna pot se je pravzaprav začela v vzgoji in izobraževanju. Po osnovni izobrazbi sem vzgojiteljica predšolskih otrok. Nekaj časa tudi bila zaposlena v vrtcu Zagorje, delala v vrtcu na Izlakah. Potem pa so prišli otroci, pač razmišljaš, kaj je pot, kaj je smisel. Skozi me je nekaj gnalo naprej, pa da mogoče delo z otroki sigurno je lepo. Ampak v sebi sem pa skozi čutila željo da bi delala z ljudmi, ki imajo ali vedenjske težave, ali težave v gibalnem, duševnem razvoju. Tako da sem se potem po slučaju znašla v VDC Zagorje. Si ga že prej poznala, VDC, to ustanovo? V bistvu poznala sem jo tako, kot smo jo poznali vsi osnovnošolci, delavnice pod posebnimi pogoji, kjer je naša upokojena učiteljica Bartka Marinova nas vedno peljala, kjer sem v bistvu takrat dobila prvi stik s temi delavnicami pod posebnimi pogoji. In že takrat se spomnim, so mi res ti ljudje ostali v spominu, še zdaj jih imam pred sabo. Tako da očitno to je nekaj, kar ti je usvojen, tako da jaz mislim, da me je pot pripeljala na pravo mesto, tako da v bistvu tukaj sem pa teče 20. leto, odkar sem v VDC-ju. So se tvoja pričakovanja izpolnila, ko si prestopila prag VDC-ja? Ne vem, se mi zdi, da nekako sem takoj začutila, da zdaj pa lahko neham iskati. Tudi zdaj, ko razmišljam, ali bi še šla nazaj v šolo, se mi zdi, da bi toliko stvari izgubila, tako da še vedno se vidim tukaj med uporabniki, med zaposlenimi, med svojci. Jaz imam res zelo rada ljudi, rada delam z ljudmi in ko si včasih rečem, danes je bil pa res en težek dan, daš na tehtnico, kaj si dal, kaj si pridobil in še zmeraj se tehtnica nagiba v to, da dobim vedno več kot dam in se mi zdi, da to mi res napolnjuje vsak dan. Tako da sem res hvaležna, ne vem, usodi, da sem tukaj, ker sem. No, sej omenila si, imam rada ljudi, seveda je potrebno tudi znanje, strokovna usposobljenost, ampak brez tega imam rada ljudi, je pa verjetno v taki ustanovi, pa tudi kjerkoli drugje je težko delati. Ja, včasih, kakšna izobrazba je potrebna, da marsikdo pride, pa kaj pa moram biti po poklicu, da lahko delam. Jaz pravim, prva tista diploma, ki jo moraš imeti, za k nam je diploma človek. Z veliko začetnico. Z veliko začetnico, to definitivno. In ja, strokovna znanja so pomembna, so temelj, da lahko gradimo, da lahko pomagamo, podpiramo te naše uporabnike in konec koncev tudi svojce na vseh teh segmentih. Ker res pravim, da ta naš oziroma moje in naše delo je neka tripartitna pogodba. Se pravi, tukaj je uporabnik, tukaj smo mi in tukaj je svojec. Brez tega sodelovanja z, ne vem, da se slišimo, da se poslušamo, da slišimo in
Včasih reče uporabnik, ja, doma pa tako, ne. Aha, ok, razumem, verjamem, absolutno, ampak mogoče pa le povprašava še mamo, očeta, kako mogoče še on vidi, da je potem, ker če samo neko samo pot se mi zdi, da ni uspeha, no, in pride potem še dodatno veliko bolečine. Če pa res naredimo ta krog skupaj z roko v roki, kar jaz pravim, moje načelo je, da vse se da pogovoriti, ne, ampak včasih je res težko govoriti, no. V bistvu ta beseda, ne, dajmo se pogovarjati, ja, dajmo se, ne, ampak tukaj not je veliko skrivnosti. Pa tudi slišati, ne. Predvsem pa slišati, poslušati in v pravem trenutku odpreti tista vrata. To je že naša profesorica rekla, če zamudiš trenutek srečanja dveh, se mogoče nov nikoli več vrnil. In se mi zdi, da to imam vse skozi pred sabo, da res v pravem trenutku začutiš, kdaj lahko stopiš, kaj je potrebno in ja, tudi veliko empatije, no, sigurno je potrebno, da lahko, ne vem, se poslušamo in iščemo rešitve. No, in jaz bom zdaj vstopil v naslednje vprašanje, v tale najin pogovor. Skozi kakšna dela, dolžnosti si šla v tej svoji poklicni karieri v VDC-ju? Začela sem delo kot v bistvu skupinski habilitator. Kaj pa je to? Nek pojem, ko si težko človek predstavlja, ampak v bistvu, kako bi človek rekel, nek moderator skupine. Se pravi, ne vem, mi smo prepevali, mi smo, ne vem, plesali folkloro, brali pravljice, brali zgodbe, vmes delali kooperacijsko delo, skratka, animator, skrbiš, da je dopoldne v bistvu za uporabnike čim bolj pestro, zanimivo, da poskrbiš za tiste potrebe, ki jih pač določeni uporabniki imajo in da, ne vem, da ko je ura 2 oziroma 3 rečemo, wow, super je bilo, ne. In to mi je zelo dal neko pogled, da tudi zdaj veliko lažje razumem zaposlene, s čim se srečujejo, kakšna je, kar se mi zdi kar, ne vem, ne, uporabnik je to pa to, če nimaš pred sabo, kaj dejansko pomeni delo v skupini, kaj mora nekdo, ki ima za poskrbeti 12 ali pa 14 uporabnikov, vsak svojo težavo, vsak svojo stisko, vsak s svojimi zahtevami si težko predstavljaš. Potem kaj mora nekdo zaposlen v nekem dopoldnevu v bistvu dati skozi, oziroma na kaj vse mora biti pozoren, kaj vse mora zmedirati, da je nekako pol res. Zagotovo pa ni v Barstonu delovnem centru tako, da si zadolžen za eno delo in potem drugega nič ne vidiš, ne? Ampak se skače verjetno sem ter tja, se prepletajo različna delovna mesta, ne? Marsikoga to zmoti, ne, ko pravi, ja, kje pa imate hierarhijo, ker mogoče, ne vem, bolj zdravstveni sistemi, je strežnica, je varuhinja, vsaka s svojimi nalogami. Pri nas pa vsi rečemo, vsak poskrbi za celoto. Tako da vsak gleda v bistvu, kaj nekdo rabi in da mu če slučajno ne zmore sam zagotoviti, pa poišče sodelavca, da to skupaj naredita. Skratka, res ni ločeno po hierarhiji, ampak res predvsem da smo na voljo uporabnikom in včasih niti ne veš, včasih ti, ne vem, en dan prinese nekaj, drug dan prinese nekaj, misliš, no, zdaj sem pa nekaj eno delo spoznal, zdaj bo pa tole tako šlo, ampak je lahko že čez 2 dni drugačen, se moraš spet prilagajati, tako da res ni nikoli dolg čas. Ne zaposlenim, ne uporabnikom. No, bila si tudi v času, ko je bila zdajšnja direktorica v porodniškem dopustu, na porodniški tudi direktorica, ne? Ja, v bistvu nadomeščala sem jo v času njene porodniške odsotnosti, ampak mislim, da smo tako dober tim, da smo tudi v času porodniške, naša Špela je res aktivna na vseh področjih, tako da je bil ta strah in odgovornost, ki sem jo čutila na začetku, potem z zavedanjem, da sem jo lahko kadarkoli poklicala, da smo se o vseh ključnih zadevah lahko pogovorile.
praktično ni bilo več. Je šlo. No, kje pa zdaj gre? Kakšna je pa zdaj tvoja trenutna zadolžitev? Dobro, si socialna delavka tudi, ne? Sem socialna delavka, se pravi, skrbim pač za tiste formalne, socialne, birokratske zadeve, od vključitve, od sprejema naprej. Skratka, v bistvu prvi stik z uporabnikom, nekako, ko se sreča z našo hišo, je praktično moj, tako da se v bistvu najprej spoznamo s starši, na uvodnem razgovoru jih povabim, da predstavimo hišo, če še ne poznajo, preko šole, da uredimo tiste formalne zadeve. Potem pa v bistvu koordiniram tudi delo institucionalnega varstva, se pravi naše 3 bivalne enote, tako da od skrbi, ne vem, individualnega načrtovanja do usklajevanja z zdravstvenimi domovi, velike teh takih stvari, da je v bistvu eno vsak dan tako v bivalni enoti pri naših stanovalcih, tako kot v dnevni enoti, da to teče tako usklajeno, no. Kdo pa sodeluje recimo med različnimi institucijami, varstveno-delovnim centrom, recimo občino, potem zdravstvena ustanova kakšna? V bistvu jaz sama veliko sodelujem s Centrom za socialno delo, v bistvu z vsemi, no, Centrom za Zasavje, zdaj, ne, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, tudi Litija, glede na to, da imamo uporabnike v Litiji. To sodelovanje res se mi zdi dobro in zelo pomembno, no, ker se mi zdi, da tudi ta segment je v tistem trikotniku, ko sem govorila o tripartitne pogodbe, zelo pomemben in tudi res z tem, da se slišimo, da si prisluhnemo, lahko marsikatero stisko rešimo, sploh v tem, ker včasih smo mi tiste prve zaupne osebe, ne, reče, na center ne bom poklical, rajš sem vas poklical, pa jih potem usmeriš ali pa pomagaš, ne vem, z najrazličnejšimi prošnjami, skratka zadevami. In tudi mogoče zaradi tega smo imeli lani sredi poletja srečanje za svojce. Danes si, jutri te ni, ker smo predstavili punce iz Centrov za socialno delo, da so naši svojci dobili občutek, da so to zelo ene fajne punce, prijazne, dostopne, da dobijo, da so dobili nek občutek, da saj tam pa ni tako grozen, saj tam pa so prijazni ljudje pripravljeni pomagati, da se tudi ta pot odpira in povezuje to, kar ves čas govorimo, kako je pomembno sodelovanje v tem lokalnem okolju za vse nas, no. Preden greva še na ta sam projekt, me še nekaj zanima, kako pa je sodelovanje z šolami s posebnim programom, recimo dr. Slavkom Grumom, osnovno šolo, pa z drugimi tudi oddelki po šolah v Zasavju? V bistvu, če dalje boljše, no. Lahko rečem, da nekaj časa smo to sodelovanje... Ne, nazadnje potem pridejo k vam, ne? Nazadnje pridejo k nam, če se pač tako odločijo. Ni to nujno, to je možnost izbire potem vsakega posameznika, svojca, če se tako odloči. Z osnovno šolo Litija zelo dobro sodelujemo zelo dobro tudi z osnovnimi šolami iz Trbovelj, so zelo zainteresirani in pred telom obdobjem korone smo res kar komaj čakali, da so nas obiskali tele šolarji. Tudi je bila vidna razlika šolarjev, ki so mogoče od 4. razreda dalje hodili k nam vsako leto, kako so se njihove izjave spreminjale, rastle z njimi, in jaz vem, da tisti otroci so s sabo v življenju odnesli eno res dobro popotnico, no. Vem, da tistih ne bo strah, ko bojo srečali nekoga, pa ne bo vedel, ali bi se obrnil stran, ali bi pozdravil, ali bi rekel živjo. Zelo dobro tudi sodelujemo z Srednjo šolo Zagorje, smer zdravstveni tehnik. Letos nam je padel v vodo zelo en tak, rekla, projekt, ko smo se ga vsi veselili, da bi začeli s praktičnim poukom v naših dnevnih enotah in enotah bivanja, ampak žal to... Upajmo letos, ne, da bo... Upajmo, da letos so pa tudi iz tega projekta nadaljavo nastale luštne stvari, tako da so fantje in punce iz zdravstvene šole našim stanovalcem pisali pisma,
posneli video, tako da so bili čisto navdušeni, ker je bila ena deklica lepša kot druga, fantje z avtomobili, z vsemi možnimi stvarmi, tako da so prav uživali, ko so gledali tiste predstavitve in jaz verjamem, da že komi čakajo, da bo tole mim in da lahko pridejo tudi jim pokazati tudi blizu svoje znanje, ki so se ga naučili v šolah. No, malce si že nakazala tudi, da nekateri, ki obiskujejo program, recimo od dr. Slavka Gruma, potem, ko odrastejo, lahko pridejo tudi, izkoristijo možnost in pridejo tudi v varstveno-delovni center. Kdo pa pravzaprav lahko sploh postane uporabnik storitev varstveno-delovnega centra? Ja, po zakonski dikciji so to osebe, ki imajo status invalida na podlagi zakona o socialnem vključevanju, to od leta 2019 naprej, kar je stopil v veljavo. Prej smo imeli pa od leta 1983 zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb. Se pravi, ta status je bila tista vstopnica za upravičenca do storitve vodenja varstva in zaposlitve, do možnosti vključitve v enote bivanja. In ta prejšnji zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb imel zelo ozko dikcijo, kdo so te osebe. V bistvu so bile to osebe z zmerno, težjo, težko kombinirano motnjo v duševnem razvoju, vse ostale motnje niso bile vključene. Novejši zakon o socialnem vključevanju je sicer ta obseg nabor malo razširil še na osebe avtističnega spektra, na gluhoslepe ter na osebe z pridobljeno možgansko poškodbo. Ampak v bistvu je zdaj to stanje zastarano, ker je pa zelo veliko ljudi, ki imajo, je pa tudi zakonska dikcija, da je pogoj, da je to stanje do 26. leta, se pravi. Recimo, če mene zdaj pride do kapi, možganske kapi, bi se verjetno zaradi tega ne bi mogel vključiti, da bi bil recimo nezmožen za delo, ki ga zdaj opravljam, ne bi mogel. Ne, pride v Če se pa to zgodi do 26. leta? Bi pa potem invalidska komisija presojala. Bi bile možnosti. Torej, to je še mogoče celo taka črna lisa, ne? To sigurno je, ker v bistvu človek za to, da preživi, poleg denarja rab, da je vključen, da se čuti koristnega, da se čuti pomembnega. To vsi ti uporabniki, ki nimajo tega statusa, še kako izražajo. Točno se zavedajo, prav, meni denar nič ne nuca, če nimam tega, da bi se čutil koristnega, če bi imel ta občutek, da nekam pripadam, če nimam kam iti, če nimam s kom podebatirati, če nimam s kom na kavo in tudi zdaj v tem času to druženje. Prav neka mama je rekla, jaz lahko svojo hčeri ji dam hrano, jo oblečem, jo obujem, tudi družim se lahko z njo, prav, ampak ne morem ji dati tistega, kar ji date vi. In ta občutek, sploh tudi pri teh osebah, ki na podlagi zakona ne morejo koristiti naših storitev, je res predvsem ta socialna izključenost, nevključenost. Pa sploh še, ko potem starši postanejo stari, pa tudi umrejo in ostane tista oseba potem sama, ne? Ja, še bolj izključena na nek način. Še bolj izključena, v bistvu izvzeta iz sistema. Edina možnost je program socialne vključenosti. Preko zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov se sicer naredi neka ocena delovne uspešnosti in če je le ta, potem na koncu pride, da je človek manj kot 30% delovno pridobiten, lahko pride k nam v program socialne vključenosti, ampak spet ta status ne prinaša vseh tistih ugodnosti kot ostalim uporabnikom, ki imajo status na podlagi zakona o socialnem vključevanju. No, potem so pa tudi uporabniki, ki jim tudi recimo umrejo starši, ne, ali pa tisti najbližji svojci, kjer je živel, v kakšnem stanovanju in zdaj lahko nadaljuje življenje v bivalnih enotah, ne. To imate 3 takšne bivalne enote, kjer je poskrbljeno za njega, praktično skoraj da samostojno živi, ampak še vedno to ni samostojno, kot ta projekt s teboj lahko.
kar pa tudi lahko izkoristijo uporabniki. Kateri? Bivanje v naših enotah bivanja je spet, kot smo prej že povedala, pogoj, da ima pridobljen status na podlagi Zakona o socialnem vključevanju, prav tako vključitev v sam projekt. Je pa res, da je mogoče še bolj pri ostalih uporabnikih zaznana tudi ta težnja po samostojnem življenju, ker čisto vsi, tako v svojem stanovanju. Ja, je že v prejšnji oddaji tudi direktorica Špela povedala, res mislim, da kar 20% naših uporabnikov bi bilo sposobnih življenja v svojem stanovanju z neko minimalno podporo pri določenih opravilih. En bi rabo pomoč pri zdravilih, drug bi rabo pomoč pri kuhanju. Skratka, nekje, kjer mu zmanjka določenih spretnosti, ki se jih do zdaj ni zmogel naučiti, mogoče pa se bi jih s tekom takega projekta tudi to lahko naučil in, ne vem, čez 5 let mogoče ne bi rabil več nobene podpore. Ampak če tega statusa nima, žal v ta projekt s teboj lahko v tem trenutku ne more. Se pa verjetno razmišlja, ne? Da bi se pa razmišlja, tako kot razmišljamo. Mogoče je prav, da se dotakneva nasploh sistema socialnega varstva, ki je zdaj organiziran, se mi zdi, ne vem, govorimo od osebne asistence, govorimo o zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki ga vsi zelo nestrpno čakamo, potem je ta zakon o socialnem vključevanju. Vse te stvari prinašajo neke koristi določenim uporabnikom, se mi pa zdi, da bi mogli, ne vem, zdaj res korenito razmisliti, na kak način se lotiti teh sprememb, da bi vsak človek v sistemu, jaz sem, ne vem, sistem, zakon o socialnem vključevanju, jaz sem osebna asistenca, jaz pašem pa že v dolgotrajno oskrbo, ker določene stvari rabim tudi iz zdravstvenega področja. In se mi zdi, da bi res mogli natančno premisliti, da ne bi bilo izigravanja, ker sam zakon ponavadi spišemo dober, ampak mi ljudi ga zmeri potem tako prilagodimo, da imajo zmeri eni korist, eni pa še zmeri ostanejo ali izkoriščeni ali pa spregledani. Ampak se da popraviti, ne? Mi smo pa tukaj zato, da pač na glas opozarjamo, povemo in da potem na koncu nekaj dobrega nastane. Koliko je zdaj vključenih, če se ne motim, v ta projekt s teboj lahko, ki so zaživeli na svojem, v svojih stanovanjih? Mislim, da 13, ne? 13 uporabnikov, ki so vključeni v projekt, ki koristijo storitve, ki se še v bistvu razvijajo iz tega projekta, niso pa vsi še od teh 13 uporabnikov na svojem stanovanju, ampak se dela na tem. Se dela na tem, da bi pa z neko podporo, pa z tem, da prisluhne tudi lokalna skupnost, kot vemo, za pridobitev stanovanja smo premalo mi, ampak je treba res tukaj sodelovanje in ne vem. Tisti, ki imajo stanovanje. Ki imajo stanovanje, centra za socialno delo, da res skupaj raziščemo možnosti, kje, na kakšen način se da kakšno stanovanje pridobiti. Pa tudi, da posamezni uporabniki, ki koristijo to, živijo v svojem kraju, ne, da se ni treba seliti, ne. To je predvsem, če se le da, ne. Ja, če se le da, ker vsak uporabnik se v tistem kraju, kjer je spleten neko socialno mrežo, ki vemo, kako je pomembna, in iztrgati ga iz tiste mreže. Razen, če sta partnerja, da se eden prilagodi, ne. To je pa potem spet druga zgodba, ne, ki jo piše življenje. Kako pomemben se ti zdi ta projekt s teboj lahko, glede na vse to, kar ste imeli doslej, ne, to pa je novost, ne. Ko sva se Špelo pogovarjali o tem projektu, se mi zdi, da sva takoj začutili, da to je pa zdaj res nekaj, kar lahko uporabnikom prinese na ta višjo kvaliteto življenja. Mi smo preko osebnega načrtovanja, ja, se raziščeš določene možnosti, ampak sigurno je, ne vem, rezultati so bolj vezani na te naše zmožnosti, ampak preko tega projekta, preko tega, da smo skupaj z uporabnikom raziskovali prek teh osebnih načrtov, kaj si sploh v življenju želijo. Da prepozna, pomembno, da prepozna in da to ubesedi. To ni tako enostavno, ne vem, ne? Nam je, da povemo, kaj želimo, kaj nam je všeč, kaj nam ni všeč, čist
enostavno, za uporabnike pa to ni. In je včasih treba v bistvu še tukaj na tem področju veliko delati, kaj si res želiš. Si želiš živeti z očetom, si želiš živeti z mamo, si želiš živeti s partnerjem. Ali tukaj so tvoji svojci pripravljeni na to, da imaš ti partnersko zvezo, da lahko zaživiš samostojno. Da bo šlo, ne? Da bo šlo. To verjetno tudi vi tu sodelujete, ne? Znate oceniti v samem varstvenem delovnem centru, kdo pa je sposoben, tudi če ima željo, ali je sposoben živeti sam, ali se mu da vseeno priložnost? Ja, v bistvu tako, no. Želje spodbujamo, da jih sigurno izražajo. Potem je pa prav, da tudi skupaj uporabnik rečemo, da je lastnik problema, rešitve, težave, skratka, mi smo pa tisti, ki pomagamo. In tudi je prav, da potem na ta način uporabniku pomagamo na ta način, da sam razmisli o tem, ali bi to šlo, ali bi ne šlo. Ne vem, s pravo podporo, s pravim načinom razmišljanja, potem včasih pa reče, aha, se to pa ne bi šlo, ne? Pa ko rečeš, pa kdaj si ti bolj vesel, ko so tvoji starši žalostni, ali ko se jezijo na tebe, ponavadi skupaj pridemo do rešitve. In ne vem, tukaj v tem projektu je res, se mi zdi fajn, tudi sam sistem osebnega načrtovanja ni nek zaprt, da bi nekaj poklukali, aha, to je, smo vse naredili, ampak smo ga zastavili tako, da ga v bistvu lahko skozi dopolnjujemo, širimo. Življenje samo ga dopolnjuje, ne? Tako je prav. Izkušnje. Ne? Zdaj imamo nek okvir, dosti se mi zdi svoboden. Prav je, da je v tem okvirju zelo pomembno, da je vmesna evalvacija, da vidimo, ali se še držimo te poti ali ne, da ni tako, ne vem, da je čim manjša možnost zlorab tudi potem, če te stvari pridejo dejansko v sistem in v zakon, ker se mi zdi, da res sam nadzor nad nekim zakonom je zelo pomemben, da res je uporabnik tisti, ki je nosilec in ki dobi tisto, kar mu pripada. In uporabnik več ali manj potrebuje podporo, ne? To je čisto od vsake osebe uporabnika, ki potrebuje podporo, veliko pa potem ugotovi, da lahko kljub temu, da lahko tudi sam naredi. No? Da ga lahko samo trgovino. Tako bomo v nadaljevanju videli, da v bistvu sama ne bi šla na sprehod, sama ne bi šla to. Z neko minimalno podporo človeka, ki mu zaupa, je pa vse to možno. In včasih res vidiš, koliko malo je potrebno, da nekdo potem marsikaj, ko ne naupam, ne potem pa ne bom hodila, čeprav bi rada šla, ne vem, za gorje z lučkami pogledati, ampak res včasih zelo malo, no? Ali pa zelo veliko, no? Ta razkorak je čas zelo tak na meji, no? Zdaj mislim, da sva midva kar izčrpala, ne? Tisto, kar sva imela povedati. Je mogoče še kaj za dodati, preden greva pogledati dva primera dobre prakse, ne? Ki sta nekako, ki so zaživeli v tem projektu S teboj lahko. Se mi zdi, da v bistvu sva nekako zajela, ne vem, sigurno bi se še dali razglabati. Res je pomemben to, da še enkrat izpostavim, ne vem, sodelovanje s svojci. Vsak uporabnik ima svojo družino. In res, če najdemo potem stik svojci, uporabniki in potem konec koncev tudi. Se mimogrede tudi tu dogaja, kot pri mnogih družinah hotel mama, da nekateri kar radi ostanejo doma. Tudi to zdaj je jaz to opažam. Ja, tudi kot mama 4 otrok, tudi to vem, da to je in to je pač del življenja, ampak se pravi, je treba tukaj odstirati. Ampak enkrat gredo otroci iz gnezda, ne? Ja, gredo, je boleča. In je prav, da se tudi tem osebam, ki so uporabniki varstvenega delovnega centra, ne, omogoči. Tako, ne, naše načelo je tudi načelo normalizacije in to potem potegne pač mogoče, ne vem, 10, 15, 20 let nazaj je bilo to še vse drugače, ni bilo tukaj vključevanja v družbo, ni bilo, starši se jim je zdelo, da enostavno morajo ščititi, da drugače se ne bojo znašli, da bi jim pač olajšali to njihovo življenjsko pot, ampak zdajšnji mlajši starši, sodobni starši,
pa se kar zavedajo, da pač učimo se na podlagi izkušenj. S tem projektom se na nek način obema stranema olajša življenje, ne? Vsi v bistvu se učimo. Vsi, ne? Vsi, tudi mi, ne, ker konec koncev, ja, zastaviš si neko pot. Greš na svoje. In v bistvu ta projekt je tako, da sproti res vsak dan je spet lahko Starši pa lahko drugačen. tudi malce oddaljave to spremljajo, ali bo Kar bi šlo, bilo ali prav, ne bo kar šlo, bi ne? bilo prav, Ja. ne. Da v Tam, bistvu kjer tudi, sploh še so, ne? tam, kjer sploh še so, da dajo možnost oziroma da si dopustijo, da zaživijo mogoče, čeprav na stara leta, pa svoje življenje. Ker zdaj v bistvu celo svoje življenje so posvetili uporabniku, skrbi za to, da je shodil, da se je naučil jezditi, da je pač te osnovne veščine, ki so nam samoumevne, pridobil. In si res zaslužijo, da mogoče v miru spijejo kavo in v miru grejo mogoče v trgovino brez tiste skrbi. No. Zdaj pa, če se ne motim, greva v Zagorje, v neko stanovanje ali pa predstanovanje, kjer nas bo pričakala Cvetka Meh, ki je podporna oseba. Tako. Mimogrede, to še lahko dodava, nekaj bo seveda tudi Cvetka sama povedala, podporna oseba je katera? Kaj je njena naloga? Več jih je, ne? Več jih je, ne? V bistvu, da skupaj z osebo, ki je vključena v projekt, raziskuje vire pomoči. Kaj ona kot podporna oseba lahko tej osebi ponudi, kje so tiste stvari, kjer jo lahko podpre, kaj se mora še ta oseba naučiti, da bi... Je vsaka oseba zadolžena za, recimo, kot v tem primeru Cvetka Meh, za recimo Sabino pa Ervina? Ali je to mogoče tudi lahko za koga drugega? Načeloma je tako. V bistvu, ko smo začeli projekt, smo pač rekli, ta bo pokrival bolj področje tehničnih zadev, če se pokvari pralni stroj, če ne vem, je treba zamenjati žarnico. Ampak zdaj, ko je nastala korona tudi malo omejila, ko vsak gleda, koliko ima kakšna oseba stiku, pa vidimo, da konec koncev, ko se vzpostavi nek odnos, ko se vzpostavi to zaupanje, da je kar fajn, da je v bistvu to ta podporna oseba mogoče ena in potem s pomočjo čim manjši mehurček, da potem pa mogoče ta oseba poišče pomoč, če, ne vem, ugotovita skupaj z uporabnikom, da je pa, ne vem, treba res, ne vem, žarnico zamenjati, pa jo mogoče ta oseba ne zna, pa potem nauči tega uporabnika, na kak način prideti do pomoči. Tako da zaenkrat smo ostali kar v bistvu pri teh osebah, ki imajo določene uporabnike, da se ta odnos vzpostavi. Ker je pa fajn za to sodelovanje, da je neko zaupanje in da je ta odprt odnos. No. Da je podporna oseba zaupanja vredna oseba. Ne? To mora sigurno biti. Brez tega ne gre. Zdaj pa res predlagam, da gremo k Cvetki, Ervinu, Sabini in Jani. Tako. Hvala ti. Enako. Cveta, tudi midva se kar precej let že poznava, zato se v zasebnem življenju tikava, tako predlagam, da ostane tudi v tem kratkem pogovoru. Kdaj si se ti pravzaprav srečala z uporabniki varstvenega delovnega centra, pa samim varstvenim delovnim centrom? Samim varstveno delovnim centrom oziroma temi uporabniki sem se srečala pred 2 leti. Leta 2018, ko sem spremljala eno deklico na tabor v Izolo. Na tem taboru mi je bilo zelo lepo. Skrbele smo v bistvu ena za drugo. Si pa že prepoznala samo delovanje varstveno-delovnega centra, pa tudi uporabnike, ki so ga obiskovali? Ja, to sem pa že odprej poznala in sicer že zelo dolg nazaj, ker smo tudi pri nas v družini imeli sicer 100-procentnega invalida, no, in smo za njega zelo lepo skrbeli. No. Kako pa to, da si se vključila kot podporna oseba v tem projektu s teboj lahko? Ja, to sem bila pa jaz lani, ko nam je zaradi tele korone izpadlo letovanje v Zreče. Zelo vesela,
so me povabili, da lahko sodelujem v tem projektu S teboj lahko. In zdaj nekako pomagaš ali pa sodeluješ z Edvinom in Sabino. Kako sodelujete? Ja, tako da se družimo, hodimo na sprehode. Zdaj v tem prazničnem decembru smo zelo veliko ustvarjali. Najprej smo začeli izdelovati take lične škatlice. V te škatlice smo pa pol kasneje shranjevali oziroma dali pecivo, ki smo ga spekli. Tukaj moram pa povedati, da je pa bilo, mislim, da je obojestransko zadovoljstvo. Jaz, ko sem lahko delala z Binco in z Ervinom, ona da sta bila pa verjetno tudi zelo vesela, no. Si jih že prej poznala, predtem ste začeli sodelovati? Prej sem poznala Ervina in to zelo dobro, ker sem tukaj bila soseda. Kar dolga leta, mislim, da od leta 1989. No, pred 5 leti sem se pa jaz preselila dol na Železniško, tako da pol smo imeli pa malo manj stikov, ampak tako smo se pa videli, smo pa postali prijatelji. In ste prijatelji, ne? Ja, z obema zdaj, no. Sabino sem zdaj še malo spoznavala, ampak je zelo prijetna deklica, tako da mislim, da je njej všeč z mano, meni je pa tudi všeč z njo. Zdaj, prej sem slišal, Edvin mi je zaupal, da zelo dobro kuha. Te je že kdaj presenetil s kakšno okusno hrano? S kakšnim pecivom? To se do zdajle, ker nismo tako dolgo skupaj, še nismo, ampak zna se pa narediti, da. Ga bova nagovorila, ne? Ja. Edvin, verjetno si prej slišal, ne, kot sem dejal, da bo treba Cvetki nekaj speči, ne? Bomo zrihtali tudi kako pico, če je treba. Sem slišal, da ti zelo dobro pa rad kuhaš. Ja, zelo rad, to me veseli, to mi je hobi, tako da se preživimo lepo, da se naredimo nekaj ustvarimo, pa da dan mine hitreje. No, preden si ti spoznal varstveno-delovni center, si obiskoval osnovno šolo Toneta Krogera. Kako je šlo potem tvoje življenje naprej? Ja, pa je šlo še srednja šola v Maribor, potem sem šel v jamo delati za pol leta, da sem štipendijo vrnil, ker šole nisem končal. Bil sem pa sam privilegiran program, 2 leta so mi priznali, potem sem štipendijo vrnil, sem šel v vojsko, sem rekel, da še časno služim, pa ni šlo. Sem v vojski zbolel, prišel invalid mirodobni nazaj. Kaj se je zgodilo v vojski? Ja, psiha. To, ker je bilo do motože, sem prišel po pol leta domov, ampak sem mogel iti pol nazaj, ni bilo tako vse v redu. Do 8 mesecev je bilo pa še čez dalje slabi, pa zaprt v norišnicu v Sarajevi, tako da ni se dal naprej več. Sem podpisal pa šel domov kot invalid, 80%, bil sem na komisiji še v Ljubljani, ne parkrat, 5krat, pa da sem šel pod trajno vojni mirodobni. In potem si se srečal z varstveno-delovnim centrom. To bo že skoraj 30 let nazaj. Ja, to bo zdaj, februar 11. bo že 30 let, odkar že hodimo v zavod, ja. In kako se počutiš skozi leta? Skozi leta smo doživeli marsikaj, bilo mi je pa najboljše v Luksemburgu, sem šel balinat na svetovno olimpijske, sem pa nesel zlato pa srebrno domov, to mi je bilo pa prestiž vsega, kar je bilo v VDC-ji. No, ti si tudi aktivni športnik specialne olimpijade, jaz se te najbolj spomnim po tem, da tudi polovico ne bi vrgal tako daleč kuglo, kot jo vržeš ti. Ja, kuglo sem suval že od samega začetka, ki je bil še Bedrač Milan z nam. In zdaj to že cajt traja, zdaj smo pa prešaltali na drug rekvizit. Kugla je malo pretežka. Kaj pa zdaj, s katerim športom se ukvarjaš? Vortex se reče, tak je kakor ragbi žoga, ampak ima krilce od zadaj, pa se vrže tudi isto, tako leti. Pogosto greš pa tudi na ta zagorski tek ob občinskem prazniku letos. Ja, to držim zmer, sem šel vsaj hoditi, s Tejo smo vzela Tejo zraven še, tako da smo bili elita, da smo šli za 400 metrov za invalide, tako to ni bilo problema prehoditi do cilja. Kdaj sta se pa s Sabino spoznala? Kdaj sta se odločila, da boste zaživela na svojem?
Ja, zdaj smo rekli, da bi šla pa res za sebe. Zdaj sem že jaz na polju že 30 let, ampak zdaj smo pa že kar en cajt skupaj, bi pa res tudi se kaj za sebe ustvarila. Zdaj smo pa že napisali prošnjo tako za stanovanje, pa da gremo enkrat tudi na svoje stvari. In kako si delita vidva, kako sta si organizirala življenje? Zdaj, kot sem prej razumel, glavni kuhar si ti. Ja, glavni kuhar sem jaz, ona pa posprav, pa pomije po tleh, puca prah, pa to, pa posesa, pobriše. To zrihta cute, jaz rečem, da prat, naštima pravljen stroj, se naštima, pa se opere. Verjamem, da ti prek televizije bolj spremljaš športne dogodke. Imate 2 televizije? Mama. Se da na svoje zaživeti, če je volja, pa mimogrede, koliko sploh koristita te pomoči podporne osebe? Ja, podporne osebe, dosti se koristi, Cveta rada pomaga in to, da se naučimo in se družimo, to je zelo pozitivno. Pa tudi nam nuca, da se cajt mine hitreje, ne. Sabina, ti si pa Hrastničanka, ne? Ja. No, zdaj si že Zagorjanka ali si Hrastničanka? Ne, Hrastničanska sem še kar. Kje si odraščala, v kakšno šolo si hodila v Hrastniku? V Hrastnik je pa Delek, v šolo sem hodila. Potem, ko si bila stara 18 let, Pred sem šla pa v varstveni delovni center Vedece. kaj si delala v varstvenem delovnem centru? Koverte, šivala, vse sorte, kar sem lahko. Kdaj si pa spoznala Ervina? 8. februarja sem se spoznala. Pa je to že daleč nazaj? Ja. 2007. In od takrat sta potem par. Ja. In kdaj si se ti preselila zdaj v njegovo stanovanje? Jo, že dolgo nazaj. Že dolgo. Ja. Kolikor pa vem, pa zdaj iščeta vidva svoje stanovanje. Ja, da bi šla enkrat za sebe. Zakaj pa? Zato, da bi enkrat na svoje bila. Da bi se lahko naučila kaj tako. Ti kdo pomaga? Prej sem slišal, da Cvetka. Ja, največ Cveta pomaga. Takole kuhamo, hodimo na sprehode, pa tako. Ti tudi kakšno modrost pove? Kako ti pomagaš? Tako, da se gremo sprehajati, pa to. Pa me zapelje kam, pa tako, da smo skupaj. Kaj si pa ti želiš? Ne vem, prej sem slišal, da bi šla tudi na kakšno tekmo, ne? Ja, na tekmo, pa na kako koncert, pa to. Imaš kakšno, ne vem, kakšen šport, ki ti je posebej pri srcu? Ja, prej sem laufala. Tudi. Kaj pa prek televizije pa v živo najrajši gledaš nogomet, košarko? Košarko, nogomet, pa rokomet. Dejala si, da rada greš tudi na kakšen koncert. Ti imaš kakšno glasbeno skupino ali pa kakšnega pevca, ki ti je posebej všeč? Tanja Žagar. Mi je najbolj všeč. No, evo, zdaj smo po stanovanju pri Jani. Jana, daj mi povej najprej, kakšno šolo si obiskovala? V šolo sem posebno šolo, skrajšen program, 8 razredov sem naredila in to je to. In potem si se vključila, mislim, da si bila med prvimi v varstveno delovni center. Ja, prvi sem bila, ja, sam se ne zapomnim datuma zdajle, ker 18 let sem star, sem skozi tam bila. Se spomniš še tistih, ki so bili takrat s tabo? Ja, bila je Koritnikova Štefka, ta je že umrla, pa je bila tale Teja Rapovžova, pa Vojko, pa Toni Košec. Veliko je tega bilo, no, da se ne spomnim več tukaj. Nekaj jih je kar še, ne, v varstvenem delovnem centru. Kako pa ti je všeč v varstvenem delovnem centru? Všeč se mi je kar, če bi bil skozi reden, rečemo, dela za del, da bi delala isto, kot sem ga prej. To imam najbolj vesela. Ali kje pogrešaš varstveno delovni center zdaj, ko je ta korona čas? Ja, ga kar pogrešam. Tudi so mi zdaj pripeljali nekaj za delati, no nekaj nisem dokončala, ker ne moram, ker imam lima. In to, da čakam sam na lim, da ga bo Petra pripeljala. Koliko časa pa ti že živiš na svojem?
No, zdaj tale stanovanje, tukaj dol, ko sem, je bo 6. 6. januarja bo 2 leti, ko sem tukaj. Bila sem pa prej na Cesta 9. avgusta 8C. Pa tudi v Litiji, če se ne motim. No, v Litiji sem bila pa s Pantanem, smo pa 19 let mislim, 19 let smo skupaj, tukaj cajt sem bila tam v Litiji. Zdaj imaš pa tudi tu ne živiš sama, ne? Ne, tukaj nisem sama, je še Panta z mano, sam trenutno bom pobegnil. Kako si pa vidva razdelita delo, gospodinjska opravila v tem stanovanju? Ja, on včasih ga tudi malo pometa, kakor se mu ljub, drugače pa če se mu ne ljub, pa bom pobegnil. To je to, ja. Kdo pa kuha? Jaz. Ti gre to dobro od rok? Ja, kakor to, ja, gradno, za enkrat. No, ti si tudi v projektu S teboj lahko. Kaj ti ta projekt pomaga? No, pomaga mi tako, da se bom kaj več naučila, rečemo mislim, kaj veliko peči, no, da sem se naučila piškotati tudi peči, pa potico. Kdo pa ti pomaga? Kdo je tista tvoja podporna oseba? To moja podporna je pa Mojca Voče. In ona, mislim, da vsak dan pride prav zaradi enega posebnega razloga k tebi, ker imaš namreč sladkorno. Ja, sem zaradi tega pride, da se malo pogovarjamo, pa zaradi sladkorne mi deva injekcije pa kapljice za oči, ko imam pritisk v očki. Ti si prej nisi prav redno dajala injekcije, ne? In je včasih malce poskočil sladkor v krvi. Ja, pozabila sem. Ali pa sploh nisem si devala, no. A zdaj je pa to lepo poskrbljeno, ne? Ja, zdaj pa je lepo poskrbljeno. In ste prijateljice z Mojco? Ja, dolgo let, ja. Dolga leta, ne? Imaš kakšne načrte? Ne vem, kaj si želiš v tem letu? Da se tale korona počasi poslovi? Ja, jaz bi že rada prišla delati. To bi rada bila, čim prej tam. No, jaz tudi upam, ne, da boš lahko čim prej prišla. Hvala, pa še nekaj te bom vprašal. Tamle zadaj za tabo je zelo lepa smrekca, pa tudi jasli. Kdo jih je? Kdo je smrekco postavil? Smrekca je Voče po moji pomoči, pa jaslice pa tudi ona naredila. So bili lepi prazniki? Ja, zelo. Sam raj bi imela naše tukaj dol. Tako, ne? To si vsi želimo. Hvala ti. Prosim.